Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj še v temi k grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl poboje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je poboje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč umevala pisma, da mora vstati od mrtvih. Nato sta se učenca vrnila domov. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: Žena, zakaj jokaš? Dejala jima je: Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš? Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz odnesla. Jezus ji je dejal: Marija. Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: Rabuni, kar pomeni učitelj. Jezus ji je rekel: Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej: odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: Gospoda sem videla! In to, kar ji je povedal. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.